Sonce, sonce nam daje energijo, dobro voljo in vitamin D. Ampak danes se vedno več ljudi sprašuje, ali nam ga škodi premalo ali po drugi strani preveč. No, po eni strani strokovnjaki opozarjajo na res tisto nevarnost kožnega raka, opeklin in prezgodnega staranja kože. Medtem ko po drugi strani vedno več ljudi trpi za pomanjkanjem vitamina D, utrujenostjo, slabšo odpornost in pa celo neke vrste depresijo. Torej, ste med tistimi, ki poleti bežite v senco, pozimi pa skoraj ne vidite sonca? Ali pa ste mogoče med tistimi, ki verjamejo, da je zagorela polt znak zdravja? Današnja številka je zelo zgovorna. Vsak tretji rak na svetu je kožni rak. Hkrati pa ima v zimskem mesecu več kot 60% ljudi v Sloveniji prenizko raven vitamina D. Kje je zdaj torej tista prava meja? Koliko sonca naše telo res potrebuje in kdaj to sonce postane nevarno? Preden vam pokažemo, kaj o soncu dejansko pravijo klepetovi strokovnjaki, vas vabim, da kliknite na www.klepetobkavi.si, kjer boste našli popolnoma brezplačen priročnik Poletje, v katerem boste lahko našli še več podatkov o soncu, o tem, kaj nujno vzeti na dopust in brez česa v poletnem času enostavno ne gre. No, za vas pa smo pripravili tudi darilo v vrednosti več kot 30 € in to je babasu olje. Kako ga lahko dobite, pa preverite na spletni strani. Zdaj pa zares poglejmo, kaj so o soncu povedali klepetovi strokovnjaki. Mi moramo najprej organizem od znotraj ohladiti, šele takrat se bomo mi tudi bolj počutili, bom tako rekla, bolj hladne, ne? Tudi ne bomo toliko dovzetni na vso to vročino, ki je zunaj. Če pa naredimo ravno obratno, to se pravi, da mi pijemo vodo z ledom oziroma jemo ledeno hrano, ne? Se zgodi to, da ko mi to hrano ali pa pijačo zaužijemo, telo potrebuje dodatno energijo, da jo segreje na temperaturo telesa, to se pravi tam med 38 in 41 stopinj. In kadar telo potrebuje energijo, to pomeni, da se telo še dodatno greje. Čeprav tisti trenutek, ko mi spijemo tisto mrzlo vodo, se nam zdi, kako super nam paše, kako smo se lepo ohladili, mi pravzaprav telo grejemo. Potem glede sončenja je pa tako, sončenje, ja, ljudje, ki imajo težave s srcem, kako to zaznajo? Ne greje na sonce, ne se greje nekaj časa sončiti, skupaj bojo zlezli, če grejo po soncu, zaradi česa. Nekdo, ki mu zaklopke ne delajo, ki prepušča eno od zaklopk, pomeni, da ima zelo rad toplo, ne prenese pa sonca. Kaj to pomeni? Ni prekrvavitev organizma, ker kri namesto da bi šla po ožilju, se steka nazaj na jetra in tam se razkraja. Ne? In to so taki znaki, če je s srcem nekaj narobe, to se pravi, kadar je prepušča, to je aortna ali pa mitralna insuficienca, pomeni, da tukaj sonca ljudje ne prenašajo, ker to pomeni, da zaklopke dihtenge na srcu, bi rekla, ne tesnijo, ne? In potem ta kri ne gre dosti po ožilju in če je še vročina, takrat je ne prenesejo. Ne? Strokovnjaki tudi ugotavljajo, in sicer predvsem tudi neodvisni strokovnjaki, ugotavljajo, da je današnji način življenja, katerega živimo, je zelo nas prikrajšal tega vitamina D. In sicer v hrani ga primanjkuje, ne moramo ga preko hrane toliko dobiti, kolikor bi si lahko želeli, oziroma toliko, kolikor bi ga potrebovali. To pomanjkanje pa nekako vzrokuje mnogim boleznim znanim in to so tudi že povezali te zadeve in tudi že nekako dokazali. Se pravi, te bolezni so povečana nevarnost za obolevanje z rakom, diabetes tipa 1, 2, avtoimune bolezni, multipla skleroza, revmatoidni artritis, povečana verjetnost za obolevanje s srčno-žilnimi boleznimi, depresija, alergije, astme, osteoporoza in seveda še nekatere mnoge druge. Se pravi, je ta vitamin D zelo pomemben. Rekla sva pa, da ga dobimo v večini najlažje preko sonca, preko sončenja. No in to sonce je nam torej nujno potrebno, za razliko in ne nevarno, za razliko kot nam to govorijo multinacionalke, kapitalistično usmerjene, ki želijo, da kupujemo njihove izdelke,
da se zaščitimo pred soncem. Ne, in s to njihovo propagando so nas v bistvu nekako zavedli, jaz bom povedal, da tudi mene vmes, da smo začeli kupovati njihove produkte, njihove strupene kreme, ki dejansko nam škodijo in nas zastrupljajo. O zdravju in o soncu, kot se včasih, ko so imeli, bom rekel, cela zdravilišča, kjer so se ljudje sončali in ozdravljali od različnih bolezni. Tako da sonce ima dan danes tudi neko stigmo. Ne? To je Pa zakaj misliš, da pravzaprav je prišlo do tega? Jaz mislim, da zaradi tega, ker so se opustili holistični pristopi gledanju zdravja, pa smo pač na Zahodu bolj bili vsaj, pa še zmeraj orientirani v to zahodno medicino z zdravili in tako, ki pač ne obravnava človeka celostno. Mislim, da od tukaj ta stigma proti soncu prišla, ampak v resnici se sonca ne bi smeli bati nikakor. Ne. Danes smo torej ugotovili nekaj zelo pomembnega. Sonce ni naš sovražnik in tudi ne naš najboljši prijatelj. Ključ je zares v ravnovesju. Premalo sonca lahko pomeni pomanjkanje vitamina D, več utrujenosti, slabšo odpornost in pa večje tveganje za težave s kostmi. No, preveč sonca pa lahko seveda povzroči opekline, hitrejše staranje kože in pa celo kožnega raka. Statistika je jasna. Več kot 80% primerov melanoma je povezanih s prekomerno izpostavitvijo UV žarkom. Zdaj, vsako leto po svetu odkrijejo več kot 1,5 milijona primerov kožnega raka. Po drugi strani pa v Sloveniji pozimi kar 6 od 10 ljudi nima dovolj vitamina D. Ključ je torej v ravnovesju. Zato si zapomnite eno zelo preprosto pravilo. Nekaj minut sonca na dan, ja. Sončenje brez zaščite, ure in ure, ne. Če ste torej veliko na soncu, uporabljajte zaščitno kremo, sončna očala in se med 11. in 16. uro umaknite v senco. Če pa ste večino časa v zaprtih prostorih, pa razmislite o več sprehodih, prehrani z vitaminom D ali pa posvetu z zdravnikom. Še enkrat vas vabim na našo spletno stran www.klepetobkavi.si, kjer imamo za vas popolnoma brezplačen priročnik Poletje in ob nakupu poletnega dopustniškega paketa tudi darilo v vrednosti več kot 30 evrov. Ker pa vemo, da je zares daleč najpomembnejša navada spanje, pa imamo za vas tudi ekološko laneno posteljnino. Vse to in še več vas čaka na naši spletni strani klepetobkavi.si ali pa pokličite na telefonsko številko 02 6200 230.